danes pri sveti maši slišimo. Tisti čas je Janez Krstnik zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel: Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. V temle odlomku je Jezus že velik mož. Mi pa imamo še vedno pred očmi jaslice, morda jih imate še vedno postavljene tudi doma. V vaši cerkvi so gotovo še. Tudi jaz imam tukaj jaslice z majhnim Jezuščkom. Jezus je tu še dojenček in še veliko časa bo potrebno, da bo postal odrasel mož. Počasi sta tudi Marija in Jožef čakala na Jezusove prve zobke, na njegove prve korake, na njegove prve besede. Neizmerno rada sta ga imela in sta ga vzgajala. Kasneje sta mu pripovedovala tudi zgodbe iz Svetega pisma o Mojzesu in kralju Davidu in druge. Skupaj so molili, skupaj so gotovo šli na kak izlet, morda na obisk svojim sorodnikom, tu in tam na kako romanje. Enkrat so skupaj šli, vse enkrat so skupaj romali v Jeruzalem. Jezus je odraščal in ko je postal najstnik, je kmalu pričel pomagati Jožefu v njegovi tesarski delavnici. Bil je zelo zgleden in priden mladenič, ampak nič ni kazalo, da je kaj posebnega. Ko je bil Jezus star 30 let, se je za 40 dni umaknil v bližnjo puščavo, čisto na samo, postil se je, nič ni jedel, ves čas se je pogovarjal z nebeškim očetom, ves čas je molil. In ko se je vrnil iz puščave v domač kraj, se je poslovil, zbral okrog sebe skupino učencev in pričel hoditi iz kraja v kraj in ljudem pripovedovati o tem, kako zelo nas Bog ljubi. No in tu zdaj nastopi Jezusov bratranec Janez Krstnik, ki je Jezusa dobro poznal in je vsem svojim učencem povedal, da Jezus ni običajen mlad mož, ampak da ga je poslal nebeški oče. Lepo nedeljo nam vsem želim.